Dober dan še enkrat. Je v tem kratkem srečanju delegacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije predstavlja predsednik vlade glavne naše zahteve, tiste zahteve, ki letijo na vlade, kaj lahko vlada stori. Zlasti na področju zakonodaje ima lahko vlada in mora imeti pomembno iniciativo, da se pomočjo prava, z pomočjo zakona odpravi ali prepreči deviacijo te družbi, zlasti na področju menedžerskih odkupov, pogoltnosti lastnikov kapitala in da pride seveda do drugih vrednot v tej družbi. Torej ne v ospredje dobiček, kapital, pač pa v ospredje solidarnost, spoštovanje delavk in delavcev njihovega dela, družbena odgovornost kapitala, medgeneracijska solidarnost in pa varovanje okolja. Dobil sem zagotovilo strani predsednika vlade, da bodo za reševanje teh problemov okrepili socialni dialog. Moj odgovor je, da štejejo dejanja. Videli bomo zelo kratkem, ali bo vlada šla po tej poti. Na to pot je vlada stopila od samega začetka. Tako rekoč ni minil teden, da ne bi vlada tako ali drugače vodila pogovorov s socialnimi partnerji. Vlada je pripravila prvi in drugi svežen ukrep od rebalans proračuna. Tisto, kar je bistveno za meseca, ki so pred nami, je tretji svežen ukrep. Ta predvideva 17 ukrepov plus nekatere strukturne reforme. Odločitev vlade je bila, da ukrepov ne predlaga, preden jih ne uskladi z socialnimi partnerji. Torej, od vsega začetka smo stopili na pot socialnega dialoga, zdaj smo se odločili, da to pot še okrepimo in ustrajamo na njej. Naša želja je, da se skozi to krizo vsi potegnemo močnejši in da nihče ne sme ostati poraženec. Mora priti do nekega ravnotežja med tekmovalnostjo in solidarnostjo. Jaz sem že večkrat povedal, da se brez socialne povezanosti ne znam predstavljati uspeha Slovenije v prihodnosti. Torej, ne bo nobenih dvomov, Slovenija mora okrepiti socialni dialog. Vlada bo storila vse za to, da bodo partnerji dobili zaupanje vanj. Skozi socialni dialog bomo oblikovali potrebne ukrepe in računam, da bomo v naslednjem letu z njimi tudi premagali krizo. Hvala lepa. Hvala. Spoštovani predsednika vlade, smo seznanili z našimi zahtevami, z odgovornostjo vlade, zlasti pri spreminjanju zakonodaje, ki naj zaščiti predvsem pravice delavk in delavcev, delavske plače in tudi strukturne reforme, ki se pripravljajo, naj bodo, ne morajo biti prijazne do delavstva. Skratka, opozorjen je bil na spreminjanje vrednot te družbe. Odgovor je bil, je pa tukaj, lahko tudi sam rečem besedo dve, da bo vlada odgovarjala na probleme in izzive in zahteve sindikatov s krepitvijo socialnega dialoga. Moja beseda je, štela bodo dejanja.